Življenje je bilo na nekem trenutku izjemno uspešno in kar enkrat se je življenje postavilo na glavo. Ja. Na glavo se je postavilo takrat, ko sem izgubil svojo službo, pri slabih 50-ih. Pomi sem se postavil tako, da sem spet začel delati, moj sanjski posel. Mi je umrl moj idol in vzornik, ta oče. Potem sem se spet nekako sestavljal 2 let, mi je umrla hčerka, no potem se pa, navzven sem bil Jack, ampak navznotraj sem bil prazen. In to je trajalo dolgih 17 let. Jaz se spomnim, ko si bil udeleženec na naši delavnici in na tisti delavnici si ti pred celo skupino delil svojo zgodbo, kako si izgubil hčer, ki je umrla zaradi odvisnosti od mamil. To je bilo prvič, ko si delil to zgodbo z javnostjo? Ja. To je bilo prvič, ko sem sploh spregovoril o temi, namreč vsa leta je bila to prepovedana tema v hiši. Kaj je tvoj nasvet ljudem, ki danes trpijo, nosijo breme v sebi in si ne upajo vprašati za pomoč? Ne čakajte. Prej, ko vprašate, prej, ko rečete, prej boste imeli novo življenje. Tako je moj moto. Ne sanji življenja, ampak živi sanje. Ne sanjaj življenja, ampak živi sanje.